Ste se kdaj vprašali, kako bi lahko preoblikovali svoj notranji dialog, da bi imeli bolj miren Dobrodošli, predstavljajte si čas, ko vsaka negativna misel, ki se pojavi v vašem postane priložnost za rast in učenje. Naučiti se govoriti samim seboj s prijaznostjo in sočutjem je lahko prvi korak k bolj mirnemu in harmoničnemu obstoju. Preoblikovanje našega notranjega dialoga je močno orodje za doseganje duševnega miru in čustvenega ravnovesja. To je proces, ki vključuje samospoznavanje, prakso in potrpežljivost, vendar so koristi ogromne. Bolj izpolnjeno življenje, bolj zdravi odnosi in večja sposobnost soočanja z vsakodnevnimi izzivi. V tem videoposnetku bomo odkrili 16 nepremagljivih korakov za nadzor nad svojimi mislimi in čustvi. Korak številka 12 je moj najljubši. Pripravite se na odkrivanje 16 bistvenih korakov, navdihnjenih starodavno modrostjo budističnih menihov, ki vam bodo pomagali nadzorovati svoje misli in čustva. Pa začnimo. Zgodba pravi, da je visoko na japonski gori, v oddaljenem in čudovitem budističnem templju, obdanem z bujnimi vrtovi in čudovitim slapom, živel menih, znan po svoji globoki spokojnosti in sočutju. K njemu so prihajali ljudje od vsepovsod, ki so iskali notranji mir in duševno jasnost. Menih jih je naučil transformativnega vodnika, sestavljenega iz 16 bistvenih korakov za nadzor svojih misli in čustev. V tišini templja, ob šumenju vode in šumenju vetra kot ozadju, je menih delil te nauk. Vsak korak je bil dragulj modrosti, zasnovan za negovanje umirjenosti in mentalne jasnosti, ki je praktikantom omogočal, da se osvobodijo trpljenja in najdejo trajno stanje ravnovesja in dobrega počutja. Danes živimo v dobi motenj in nenehnega stresa, kjer je podoben poskočni opici, ki je vedno nemirna in vznemirjena. Vendar pa se lahko s pravim vodstvom premaknete od motenj k pozornosti, od strahu k zaupanju in od skrbi k miru. Prvi korak. Prepoznajte notranji kaos. Odvračanje pozornosti od pretiranih in nenehnih misli strahu, negotovosti in skrbi za prihodnost ali preteklost je razlog, zakaj pogosto ne uspemo v celoti uživati v sedanjosti. Prvi korak k preoblikovanju vašega notranjega dialoga je prepoznavanje kaosa, ki prebiva v vaših mislih. Tako kot zaraščen vrt lahko naše misli nenadzorovano rastejo in ustvarjajo nered, ki nas globoko prizadene. Opazujte brez obsojanja in opazite miselne vzorce, ki vas ujamejo v cikle skrbi in strahu. Ta preprosta ugotovitev je prvi korak k spremembi. Ko prepoznate te vzorce, globoko vdihnite in spoznajte, da imate moč, da jih spremenite. Vsakič, ko opazite negativno misel, jo zamenjajte s pozitivno, bolj sočutno in spodbudno. Ta zavestna praksa zamenjave misli ne le prekine cikel skrbi in strahu, ampak tudi okrepi vašo sposobnost, da gojite bolj miren in uravnotežen S časom in vztrajnostjo boste videli, kako se vaš notranji dialog spreminja ter vas navdaja z mirom in zaupanjem. Drugi korak. Moč tukaj in zdaj. Tukaj in zdaj je kot svetilnik sredi nevihte. Medtem ko okoli vas bučijo vetrovi preteklosti in valovi prihodnosti, svetilnik ostaja trden in nespremenljiv ter osvetljuje sedanjost z jasno in mirno svetlobo. Če se osredotočite na to svetlobo, najdete varno pot skozi kaos, navigirate z vedrino in zaupanjem, ne da bi vas odnesel plima časa. Osredotočite se na sedanjost. Preteklost in prihodnost obstajata samo v vaših mislih, medtem ko se resnično življenje odvija zdaj. Vadite biti prisotni v vsakem trenutku, ceniti, kar je pred vami, in opustiti moteče skrbi. Tretji korak. Razvijte potrpljenje. Razvijanje potrpežljivosti je kot klesanje kamna. Vsak trenutek čakanja in umirjenosti je poteza dleta, ki oblikuje skrbno in natančno. Čeprav se morda zdi, da je napredek počasen, se z vsakim potegom začne pojavljati želena oblika, ki razkriva umetniško delo spokojnosti in moči. Tako potrpežljivost spremeni trdoto nepotrpežljivosti v trdno in lepo strukturo notranjega miru.
Potrpežljivost je vrlina, ki pomirja Namesto impulzivnega odziva se naučite vzeti trenutek za dihanje in razmislek. Ta premor vam omogoča, da se bolj umirjeno in zavestno odzovete na situacije, s katerimi se srečujete. 4. korak. Pomen tišine. Tišina je kot prostor med notami melodije. Brez teh prostorov bi glasba postala kaotičen in nesmiseln hrup. V tišini note najdejo svoj pomen in lepoto ter omogočijo, da se harmonija v celoti razkrije. Podobno tišina v vašem življenju ustvarja ritem miru in jasnosti, kjer se lahko vaše misli organizirajo in vaš odpočije ter razkrije pravo melodijo vaše notranjosti. Poiščite trenutke tišine v svojem dnevu, pobegnite od nenehnega hrupa in dovolite svojemu da najde svoje naravno ravnovesje. 5. korak. Poenostavite svoje življenje. Poenostaviti si življenje je kot obrezati drevo. Z odstranjevanjem suhih in nepotrebnih vej omogočite svetlobi in zraku dostop do najvitalnejših delov ter tako okrepite njihovo rast in zdravje. Podobno z odstranjevanjem odvečnega in osredotočanjem na bistveno dovolite svoji energiji in pozornosti, da nahranite tisto, kar je resnično pomembno, in ustvarite bolj izpolnjujoče in uravnoteženo življenje. Znebite se odvečnega in si poenostavite življenje. Odprava nepotrebnega, tako fizično kot psihično, ustvarja prostor za mir in jasnost. Manj je več, ko gre za iskanje notranjega miru. 6. korak. Pozorno poslušajte. Pozorno poslušanje je kot odpiranje okna v zaprti sobi. S tem omogočite vstop svežemu zraku in svetlobi, očistite ozračje in razkrijete podrobnosti, ki jih prej niste opazili. Na ta način postane razvidno pravo bistvo besed in čustev drugih, kar ustvari globljo in pristnejšo povezavo. Aktivno poslušanje je oblika meditacije. Ko pozorno poslušate, se popolnoma osredotočite na sogovornika in pustite ob strani lastne misli. To ne le izboljša vaše odnose, ampak tudi pomiri vaš 7. korak. Sprejmite neobvladljivo. Sprejemanje neobvladljivega je kot plavanje v reki. Namesto da bi se borili proti toku, se prepustite njegovemu naravnemu toku in mu dovolite, da vas popelje, kamor morate iti. Ta predaja ni resignacija, ampak način, kako najti mir in ravnovesje sredi nenehnega gibanja življenja, z zaupanjem, da vas bo reka odpeljala točno tja, kamor morate biti. Sprejmite, da ne morete nadzorovati vsega. Obstajajo situacije in ljudje, na katere ne morete vplivati. Naučite se prepustiti in zaupati, da se vse zgodi z razlogom, najti mir v sprejemanju. 8. korak. Gojite samorefleksijo. Predstavljajte si, da je vaš kot velik ocean. Ko je mirno, lahko vidite čisto do dna in jasno opazujete vse, kar tam leži. Ko pa je vznemirjen, valovi misli in čustev zameglijo vodo in vam preprečijo, da bi jasno videli. Da bi utišali svoj in nadzorovali svoje misli, je bistveno, da gojite samorefleksijo. Vsak dan si vzemite nekaj časa, da sedite v tišini in globoko razmislite o svojem življenju. Vprašajte se, kaj vam je res pomembno. Kakšne so vaše resnične želje in strahovi? Namesto pretirane analize vsake podrobnosti, poskusite razumeti širše vzorce in lekcije, ki se jih lahko naučite. Ta proces samorefleksije vam omogoča preoblikovanje vašega notranjega dialoga in vas popelje od zmede do jasnosti. S tem boste opazili, da se vaše misli umirijo in vaš bolj spokojen. Naučili se boste prepoznati neuporabne misli in jih pustiti stran, obdržati le tiste, ki vam služijo in vas krepijo. Na ta način postane samorefleksija močno orodje za utišanje in iskanje trajnega notranjega miru. 9. korak. Osredotočite se na trud, ne na rezultat. Nekega dne je k menihu pristopil mlad učenec, zaskrbljen zaradi morebitnih neuspehov njegovih prihodnjih dejanj. Menih ga je z vedrim nasmehom odpeljal do riževega polja in rekel: opazujte, kako delajo kmetje, niso obsedeni z velikostjo prihodnje letine, temveč se vsak dan osredotočajo na skrbno in predano obdelavo zemlje. Če želite uporabiti to tehniko,
Vsakič, ko ugotovite, da preveč razmišljate o možnih rezultatih svojih prizadevanj, zavestno preusmerite svoje misli nazaj na sam trud. Vprašajte se, ali dajete vse od sebe. Delujete z dobrimi nameni. Ali ste zvesti svojim vrednotam? Ta pristop vključuje popolno prisotnost v procesu, osredotočenost na delo in zavedanje, da se vaša odgovornost tam konča. S tem premikom fokusa boste odkrili, da vaša pot ni le sredstvo za dosego cilja, ampak motivacija za smiselno življenje, kjer je vsak korak dosežek zase. 10. korak. Močne misli razdelite na konkretne korake. Nekega dne je k svojemu učitelju prišel mlad učenec, preobremenjen s številnimi težavami, ki so ga obremenjevale. Menih ga je z modrim pogledom pripeljal do vznožja gore. Predstavljajte si, da morate premakniti to goro, je rekel menih. Kako bi to naredil? Učenec je odgovoril, da je to nemogoče. Učitelj se je nasmehnil in pobral majhen kamen ter ga odložil ob stran. Začnite s premikanjem enega kamna naenkrat. Lepota te tehnike je v njeni preprostosti in učinkovitosti. Vsak majhen korak, ki ga naredite, daje zagon, in ko se ozrete nazaj, ugotovite, da je skala skrbi zdaj kup kamenčkov, ki ste jih premikali korak za korakom. Ta metoda uči potrpežljivosti, vzdržljivosti in zaupanja v svojo sposobnost soočanja z izzivi. Kar se je zdelo nepremostljivo, ostane za sabo in pretirano razmišljanje se spremeni v občutek dosežka in jasnosti. 11. korak. Vadite prostovoljno nelagodje. Nekoč se je mlad vajenec, ki se je bal neznanega in nelagodja, obrnil na svojega mojstra. Menih, ki ga je želel naučiti dragocene lekcije, ga je odpeljal do ledene reke in ga prosil, naj se potopi v njene mrzle vode. Menih mu je rekel, če se prostovoljno soočiš z nelagodjem, uriš svoj da obvladuje negotovost in zmanjša pretirano analizo. Močna strategija, da se osvobodimo iz kroga silnih misli, je zavestno soočanje s prostovoljnim nelagodjem. Naš je nagnjen k ustvarjanju namišljenih scenarijev, poskušajo predvideti vsak možen izid in se pripravljajo na nelagodje. To nenehno mentalno premljevanje je lahko izčrpavajoče in nas drži ujete v coni udobja, nekakšnem duševnem zaporu, kjer osebna rast stagnira in je glavni strah. Pomembno je razumeti, da ta praksa ni namenjena kaznovanju. Namesto tega gre za to, da sami sebi dokažete, da nelagodje ni tako grozljivo, kot ga prikazuje vaš analitični Vaši odzivi in odnos do težkih situacij se močno spremenijo. Z vadbo prostovoljnega nelagodja se bolje spoprijemate z izzivi, sprejemate neznano in najdete mir sredi negotovosti. S časoma vam ta praksa da globok občutek zaupanja in notranje moči v vseh vidikih življenja. 12. korak. Povežite se z naravo. Povezovanje z naravo ponuja nešteto koristi za naše duševno in čustveno zdravje. To je kot polnjenje prazne baterije. Ko se potopite v zelenilo gozdov, modrino neba in žuborenje rek, vsrkate čisto in poživljajočo energijo. Ta povezava prenovi vaš duh, vas napolni z vitalnostjo in mirom. Kot baterija, ki napolni z novim življenjem in močjo, da se svetom soočite s svežino in jasnostjo. Narava ima zdravilno moč. Preživite čas na prostem in opazujte lepoto okolice. Preživljanje časa na prostem nam pomaga zmanjšati stres in tesnobo, saj stik z naravnim okoljem spodbuja nastajanje hormonov dobrega počutja, kot sta serotonin in endorfini. Ta povezava z naravo vam pomaga, da se spomnite, kaj je bistveno, in najdete mir v preprostosti življenja. Poleg tega nam bivanje v naravi omogoča, da se odklopimo od rutine in vrveža vsakdanjega življenja ter nudimo prostor za razmislek in sprostitev. Ta povezava z naravnim okoljem lahko tudi izboljša našo pozornost in koncentracijo, kar je bistveno za naše splošno dobro počutje. 13. korak. Vadite hvaležnost. Vadba hvaležnosti je kot prižiganje sveče v temi. Vsaka zahvala je majhen plamen, ki razsvetli temo in razkrije čudeže in blagoslove, ki jih prej niste mogli videti. Ko je prižganih več sveč hvaležnosti, raste svetloba in spreminja temo v topel sij zadovoljstva in miru. Hvaležnost spremeni vašo perspektivo. Vsak dan najdite nekaj,
za kar ste hvaležni. To preprosto dejanje premakne pozornost vašega uma stran od negativnosti in proti miru. 14. korak. Gojite sočutje. Gojenje sočutja do sebe je kot zasaditev vrta v svojem srcu. Vsako dejanje prijaznosti in odpuščanja do sebe je seme, ki zraste v cvetove miru in sprejemanja. Sčasoma ta vrt zacveti in zamenja trnje kritičnega samogovora z mehkobo mirnih cvetnih listov ter ustvari spokojen pristan, kjer se lahko vaš spočije in pomladi. Do sebe ravnajte prijazno in sočutno. Zavedajte se, da vsi delamo napake in da je to del človeške izkušnje. Negovanje sočutja do samega sebe vam bo pomagalo zmanjšati kritično samogovorjenje in spodbuditi mirnejši 15. korak. Dnevna meditacija. Dnevna meditacija je kot čiščenje zaprašenega ogledala. Vsak dan meditacije je, kot da bi z mehko krpo obrisali njeno površino, odstranili plasti umazanije in razkrili vedno jasnejši, ostrejši odsev. S časoma ogledalo razkrije vaše pravo bistvo brez popačenja, kar vam omogoča, da jasno vidite in se globlje razumete. Vsak dan posvetite čas meditaciji. Ne potrebujete dolgih sej, že nekaj minut lahko naredi veliko razliko. Meditacija vam pomaga opazovati svoje misli brez navezanosti in najti središče miru. 16. korak. Zavestno dihanje. Nekoč je k menihu pristopil mladi učenec, ki je iskal duševni mir. Menih ga je odpeljal na obalo mirnega jezera in rekel: "Poglejte vodo, kaj vidite?" Učenec je odgovoril: "Vidim mirno in čisto jezero, kjer se vse jasno odseva." Menih je nato vzel palico in premešal vodo, kar je povzročilo valovanje in turbulenco ter vprašal: "Zdaj, kaj vidiš?" Učenec je odgovoril: "Voda je vznemirjena in ne vidim jasno." Menih se je nasmehnil in rekel: "Tvoj je kot to jezero. Ko je tiho, se dobro vidi in vse je na svojem mestu. Toda ko ga razburkaš z nenadzorovanimi mislimi, postane vse motno in zmedeno." Zavestno dihanje je, kot bi pustili, da se voda umiri. Vsak globok vdih in izdih je priložnost, da umirite svoj in omogočite, da se v vas vrneta jasnost in mir. Dihanje je naše sidro v sedanjosti. Vadite zavestno dihanje, globoko vdihnite in počasi izdihnite. To preprosto dejanje vam pomaga, da se osredotočite in umirite svoj ter se oddaljite od turbulence nenadzorovanih misli. V tej zgodbi ste torej imeli priložnost usvojiti teh 16 bistvenih korakov za preoblikovanje vašega notranjega dialoga ter nadzor nad svojimi mislimi in čustvi. Od prepoznavanja notranjega kaosa do zavestne meditacije, vsak korak je močno orodje, ki vas vodi do stanja spokojnosti in duševne jasnosti. Ne pozabite, da je kot vrt, ki ga je treba skrbno in pozorno negovati. Z implementacijo teh praks v svoje vsakdanje življenje se ne samo osvobodite bremena skrbi in strahu, ampak tudi negujete jedro notranje moči in odpornosti. Resnični mir ni odsotnost težav, ampak sposobnost, da se z njimi soočimo z mirnim umom in zaupljivim srcem. Zato nehajte trpeti, nehajte toliko razmišljati in dovolite, da vas teh 16 korakov vodi do življenja, polnega miru in harmonije.